Temeljno vprašanje torej je, kdaj je nakup nepremičnine na dražbi smiseln oziroma kdaj ne. Za vse tiste, ki nimajo dovolj časa, da bi poslušali celoten masterclass, bomo kar takoj postregli z odgovorom. Nakup nepremičnine na dražbi je smiseln takrat, kadar nižja cena, ki je praviloma dosežena na taki javni dražbi, odtehta večja prevzeta tveganja, ki so povezana s takim nakupom. Torej je pomembno, da v obzir vzamemo daljše oziroma celotno časovno obdobje, ki ga zajema tako nakup, kot seveda potem tudi uporaba te nepremičnine. Če jemljemo v obzir kratko časovno obdobje, seveda se zdi, da sam nakup na javni dražbi, ki je praviloma realiziran nižje od tržnih cen, je smiseln. Seveda, saj cena je bila ugodnejša, kot pa če bi to nepremičnino, primerljivo nepremičnino kupili na trgu. Ker pa so s takim nakupom povezana določena tveganja, je pomembno, koliko je potrebno v to nepremičnino še vložiti dodatnih sredstev, časa, napora, da jo lahko uporabimo za namen, za katerega je bila kupljena. In seveda vse te stroške, težave, ki so s tem nakupom povezani v daljšem časovnem obdobju, je potrebno v tem vključiti, da lahko pridobimo oceno, ali je bil nakup ugoden, smiseln, dober ali pa ne. Tako da je odgovor v bistvu ni enoznačen, vse je odvisno od časovnega obdobja, ki ga jemljemo v obzir pri takem nakupu. Sama tema je sicer nakup stanovanja, vendar pa velja vse informacije, ki bodo podane oziroma vsa razmišljanja za nakup katerekoli nepremičnine. Na ekranu vidite v bistvu pravno opredelitev pojma same nepremičnine. To je lahko bodisi posamezen del zemljišča ali pa površina pod zemljiščem, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica. Potem je nepremičnina seveda vsaka zgradba ali pa konstrukcija, ki je pritrjena na tla ali pa v samem tleh, lahko je tudi v podmorsko gladino ali pa pod njo. Skratka, gre za neko konstrukcijo, zgradbo, ki je ni mogoče kar tako zlahka razstaviti in odstraniti s površine. Seveda v nepremičnino je vključen potem vsak predmet, ki je vanjo vgrajen in je sestavni del te zgradbe, brez katerega taka zgradba ne bi bila popolna. V tem kontekstu imamo v mislih vrata, okna, streho, stopnišča, dvigala, skratka vse tiste sestavine, ki zgradbo delajo popolno, da omogoča uporabnost, kakršna je tudi namenjena. In pa sestavni del nepremičnine predstavlja tudi vsak predmet, oprema, ki je vgrajen v to zgradbo in ki ga ni mogoče odstraniti brez samega uničenja oziroma poškodovanja tega predmeta oziroma same zgradbe. Kot smo uvodoma opredelili, bomo obravnavali predajo oziroma nakup nepremičnine na dražbi. V tem primeru imamo opravka z javno dražbo. Javna dražba pomeni, da ima javnost pravico udeležbe na taki dražbi, ne glede na to, ali je na taki dražbi udeležen posameznik kot dražitelj ali pa zgolj kot javnost, zato ker pač želi izvedeti, pridobiti informacije o poteku in nenazadnje tudi o rezultatu take dražbe. Javna dražba se praviloma izvaja kot prisilna prodaja. Prisilna prodaja pomeni, da se prodaja opravlja praviloma proti volji lastnika. Gre za primer, ko na primer posameznik, ki je lastnik določene nepremičnine, pri banki najame posojilo, banka zahteva za odobritev takega posojila pač določena zavarovanja, ker je lastnik posameznik, ki kreditojemalec v tem primeru lastnik nepremičnega premoženja, se z banko dogovori, da bo za zavarovanje tega kredita banka ustanovila hipoteko na tej njegovi nepremičnini. To pomeni, da v kolikor posameznik, kreditojemalec, v roku ne bo poravnaval obveznosti iz kreditne pogodbe, da ima banka možnost, da svojo terjatev do tega posameznika poplača s prodajo
te njegove premičnine. Torej, v bistvu v primeru kršitve in neizpolnitve prvotne osnovne pogodbe, potem se banka, kreditojemalec poplača iz zastavljenega premoženja. Logično, iz same definicije oziroma samega izraza pove, gre za prisilno prodajo, torej načeloma ji lastnik nasprotuje oziroma saj se z njo ne strinja, pa vendarle se taka prodaja izvrši. V tem primeru seveda je jasno, da ta lastnik je pravno formalno sicer prodajalec, vendar pa prodajo v njegovem imenu opravlja neka tretja oseba. V izvršilnem postopku so to sodišče, vsa opravilna dejanja v zvezi s prodajo opravlja sodišče in v nekaterih delih teh izvršilnih dejanj pomaga oziroma jih opravlja sam izvršitelj. Na primer, kolikor gre za ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je potem izvršitelj tisti, ki namesto sodišča opravi ogled same nepremičnine. Kadar gre pa za prodajo v okviru stečajnih postopkov, pa opravlja vsa opravilna dejanja upravitelj, zaključne odločitve sprejema sodišče, upravitelj pa dejansko operativno vodi celoten postopek prodaje. Zato, ker dejansko tretja oseba prodaja ali pa opravlja opravilna dejanja pri sami prodaji, ne pa sam lastnik, je jasno, da ta tretja oseba ne razpolaga z vsemi ali pa popolnimi informacijami o posamezni nepremičnini in to je eno od tistih tveganj oziroma nevarnosti, ki se jih mora vsak kupec zavedati, kadar pristopi k nakupu. Oseba, s katero bo komuniciral oziroma imel opravka, ni dejanski in pravni lastnik te nepremičnine, te nepremičnine ne uporablja, je ne pozna, poznajo v bistvu zgolj iz informacij, ki mu jih je predal dejanski uporabnik oziroma lastnik ali pa mu jih tudi ni predal naprej oziroma lahko razpolaga samo z podatki, ki so na voljo iz javnih baz podatkov. Zato je jasno, da taka prisilna prodaja proti volji lastnika predstavlja za kupca določeno tveganje. To tveganje se pa predvsem realizira v pomanjkanju informacij o samem predmetu nakupa, torej o sami nepremičnini, stanovanju, ki je predmet same prodaje. In to pomanjkanje informacij in s tem povezana tveganja so največja nevarnost, ki preti kupcu, da potem, ko bo opravil nakup, da se bodo določene pomanjkljivosti, težave, napake na tej nepremičnini izkazale in seveda on kot lastnik bo moral te napake ali pa težave odpraviti in seveda s tem bodo povzročeni določeni stroški, najmanj pa, če ne že toliko stroški, pa seveda časovna komponenta, ker bo popolna pa dobra uporaba te nepremičnine zaradi odprav teh napak zamaknjena. Zato je pomembno, da si kupec, preden se udeleži dražbe, preden se nepremičnino kupi, pridobi čim več informacij o posameznem stanovanju. Pomembno, da je si ogledal to nepremičnino v sami naravi, seveda kupci, ki so izkušeni z nakupi oziroma za upravljanje nepremičnin, vedo, kakšni so znaki morebiti kakšnih napak v samem stanovanju. Pomembno je, da si pridobijo določene razpoložljive podatke iz javnih baz podatkov, to je definitivno zemljiška knjiga in pa baza Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer so navedena za posamezno nepremičnino leta izgradnje, materiali, iz katerega je posamezna zgradba zgrajena, leto obnove oken, streh, katere inštalacije so na voljo pri posameznem stanovanju, električna energija, vodovod, predvsem kanalizacija, internet in podobne stvari. Poleg tega je pomembno, da si kupec pogleda še cenilno poročilo. V vsaki prisilni prodaji sodišče bodisi upravitelj pridobi cenilno poročilo. To cenilno poročilo izdela zapriseženec, ocenjevalec nepremičnin, ki je zavezan, da seveda to nepremičnino oceni po določenih strokovnih kriterijih in da to tudi cenilno poročilo vsebuje vse potrebne podatke, ki kupca seznanjajo z dejanskim stanjem posamezne nepremičnine.
V praksi se izkaže več težav z temi cenilnimi poročili. Eno je, da tudi cenilec sam ne more opraviti ogleda same nepremičnine, ker mu uporabnik, lastnik, kdorkoli pač že zaseda to nepremičnino, ne dovoli ogleda od znotraj te nepremičnine. Seveda cenilec pa nima nobenega vzvoda, da bi ga v to prisilil, kar pomeni, da se dostikrat cenilna poročila naslanjajo zgolj na zunanji ogled same nepremičnine, ostale podatke pa črpajo iz javnih virov podatkov. Naslednja težava, ki nastopa, je, da so cenilna poročila precejkrat časovno oddaljena. Namreč cenitev se opravi v relativno zgodnji fazi prodajnega postopka, nato pa seveda si lahko te prodaje sledijo v daljših časovnih intervalih, med njimi poteče lahko nekaj mesecev, včasih tudi nekaj let, kar pomeni, da so vrednosti, ocenjene vrednosti v nekem drugem časovnem obdobju, kot pa dejansko prodaja poteka, ne. To je tudi morda tudi eden od razlogov, zakaj se zdi, da so izklicne cene ugodne v primerjavi s tržnimi razmerami, a ne. Glede na časovno oddaljenost seveda so bile ocenjene vrednosti izračunane oziroma ocenjene enkrat v preteklosti. Prodaja se vrši na primer 2-3 leta kasneje. Logično je, da je trg v tem času nekaj porastel oziroma da se je spremenil, in seveda zato lahko neka ocenjena vrednost izpred 3 let danes izgleda bolj zanimiva, bolj privlačna, bolj ugodna, kot pa bi bila, če bi dejansko se prodaja opravljala takrat, ko je bila cenitev tudi dejansko opravljena. Skratka, še enkrat, kupec naj si obvezno ogleda predmet nepremičnine, obvezno naj si pridobi čim več javnih podatkov o sami nepremičnini iz javnih baz in pa ogleda naj si oziroma temeljito naj si prebere cenilno poročilo, ki je vedno na voljo v postopkih prisilne prodaje